Pleskanja stanovanja se navadno lotimo na vsakih nekaj let. Včasih zato, ker si želimo spremembe, če pa imamo doma majhne otroke ali hišne ljubljenčke, pa je pleskanje pravzaprav nujno. Strokovnjaka smo povprašali, kakšne barve naj uporabimo in kako z njimi poskrbimo, da je naš dom spet čist in lep. Pomlad je čas za pleskanje notranjih prostorov, predvsem zaradi tega, ker toplo vreme omogoča temeljitejše zračenje. Seveda, čez zimo se je ponekod nabralo nekaj zidne plesni. Gospod Iztok, zanima me, zakaj pride do tega pojava zidne plesni? Do pojava zidne plesni prvenstveno prihaja zaradi povečane zračne vlage v notranjih prostorih. Pojav plesni je zelo odvisen od nepravilnega režima ogrevanja, od nepravilne konstrukcijske zasnove samega objekta in pa od nezračenja notranjih prostorov. Vse to rezultira na pojav plesni na določenih delih notranjih zidnih površin. Plesen pa seveda negativno vpliva na zdravje ljudi, predvsem otrok. Kako lahko saniramo plesen? V stanovanjskem objektu, kjer se sedaj nahajamo, smo v kletnih prostorih sanirali plesen. In sicer tehnologija je večfazna. Najprej operemo oziroma mehansko odstranimo plesen, počakamo, da se zidna površina posuši, namažemo, pošpricamo ali kako drugače nanesemo algicid plus, razredčen z vodo, počakamo 8 do 12 ur, da algicid začne delovati in uniči plesen. Po 8 do 12 urah, ko je algicid posušen na zidni površini, premažemo zidne površine dvakrat z Jupol citrom, ki je fungicidno zaščiten in preprečuje razvoj plesni v teh prostorih, kjer smo jo sanirali. Tako smo sanirali sedaj plesen v teh kletnih prostorih. Seveda, če pa želimo dolgotrajno rešiti problem plesni v tem objektu, pa moramo eliminirati vzrok. Vzrok pa je stalna izolacija, režim ogrevanja ali samo prezračevanje. Kako pa je z drugimi trdovratnimi madeži zaradi kave, vina, olja, mogoče kakšnih otroških prstov po stenah ali pa od domačih živali? Zakaj se teh madežev tako zelo težko znebimo? Pobarvamo, potem pa se spet kasneje na novo pojavijo. Problem so predvsem madeži, kateri vsebujejo substance, ki migrirajo pri barvanju na samo površino in se tudi razširijo. Za ta problem imamo poseben proizvod, Jupol blok, ki ima posebno inovativno sestavo, ki preprečuje ravno tole migracijo teh substanc na samo površino in jih blokira. In kakšen je postopek te blokade madeža? Tukaj imamo 3 korake. Najprej nanesemo osnovni premaz, Jupol primer mešan z vodo 1:1 ali pa Jupol gold. Kasneje nanesemo Jupol blok v 2 do 3 nanosih, pri čemer lahko nanesemo v beli barvi ali v pastelni barvi. Tretji korak je tisti neobvezen in sicer, če želimo močno barvno nianso, tukaj nanesemo Jupol gold ali Jupol briljant. Kakšno barvo pa priporočate za bolj izpostavljene stene, kot so recimo nad kuhinjskim pultom, na stopnišču, hodniku in podobno? Za ta namen smo v Jubo razvili posebno inovativni proizvod, ki se imenuje Jupol strong. Jupol strong je namenjen dekorativni zaščiti notranjih zidnih površin, predvsem na delih, kjer so zelo obremenjene na mehanske poškodbe ali če jih želimo velikokrat brisati z čistilnimi sredstvi. Jupol strong je barva, ki ima 5-letno garancijo na nesprejemljivost barvnega filma, zato ga tudi priporočamo na delih, kjer na primer prihaja do povečane zračne vlage in veliko brisanja zidnih površin, to so na primer tudi kopalnice. Se pravi, če zid, ki je premazan s to barvo, poškropimo potem z vinom, razmažemo, ne vem, z umazanimi čevlji, se ta madež potem ne razmaže. Jupol strong odlikuje 10-krat večja pralnost, kar pomeni, da ti madeži ne penetrirajo barvni film in ga enostavno odstranimo z vodo in pa z normalnimi čistilnimi gobicami, tudi z hrapavim delom. Barvo odlikuje 5-letna garancija na nesprejemljivost barvnega filma. To pomeni, da je zelo odporna na mehanične obremenitve in na samo pralnost tudi z normalnimi čistilnimi sredstvi, s katerimi peremo posodo. Se pravi, če bi malo močnejš podrgnil, ne bi tega filma dol spravil? Ne bi. Definitivno ne bi, zaradi tega, ker je film izredno trd. Je ta barva potem primerna tudi za stene, ki se recimo neposredno dotikajo postelje? Ta barva je idealna, kar se tiče pralnosti, vendar, če hočemo občutek topline, potrebujemo poseben sistem, ki se imenuje termosistem in je sestavljen iz Jubolin terma in Jupol terma. Prvi material je kit, ki se nanese dvakrat in sicer v debelini 1 do 3 mm. Kasneje se pa nanese barva Jupol termo, tudi dvakrat. Oba materijala imata posebna votla polnila, ki povečujete toplotno izolativnost
To je tisti občutek topline, ki ga dobimo, ko potipamo steno. Se pravi, če bi se jaz zdaj dotaknil stene, na kateri je ta sistem termo in neke druge, na kateri tega sistema ni, bi dejansko čutil neko razliko? Občutili bi zelo veliko razliko. Občutili bi tudi razliko, če bi potipali les, za katerega pravimo, da je zelo topel material, in naš sistem termo, je razlika v prid sistema termo. Res, se pravi, ste ukanili naravo. Tako. Kaj pa stene močnih barvnih odtenkov, ki se jih skozi čas naveličamo? Kako pa lahko te stene prepričamo, da ponovno postanejo bele? To jih lahko prepričamo z U-Pol briljantom. U-Pol briljant izredne pokrivnosti in izredne beline. Enkratni premaz pokrije ta intenzivni ton v nulo. Enkrat samkrat? Enkrat samkrat. Sliši se briljantno.